Oh, Rarity, ravno tebe sem iskala. Greš lahko z mano na Twilightino učno uro? Ne bo trajalo dolgo. Z veseljem bi ti pomagala, ampak dobim se z Rainbow Dash za najin dan zabave. Twilight hoče, da te uporabimo kot primer za naše učence. Vaš primerek je tukaj? Mislila sem, da sem jaz primerek. Obe sta, ker skupaj predstavljata mojo lekcijo o kompromisih v prijateljstvu. Rainbow Dash in Rarity imata različne interese, ki zapolnjujejo njun čas. Ampak to, da sta prijateljici, ima je tako pomembno, da vedno najdeta čas ena za drugo. Najin dan zabave je bilo težko načrtovati, saj ima Rainbow Dash zelo veliko treningov z Wonderbolti in ta njen urnik. In Rarity in čudne modne sezone. Trenutno dela na zimski kolekciji, pa sploh še ni poletje. Ampak vseeno sta našli čas, da sta skupaj in to je tisto, kar šteje. Vidite razred? Ta dva ponija sta prizor pravega prijateljstva v akciji. Hvala, ker ste se oglasili. Uživajte v dnevu zabave. Kakšne čudovite reči boste počeli skupaj? Nakupovali čevlje. Prav ga Nakupovali zalirali. obleke. Kupovanje Blago. športne opreme. Daj no! To, kar sem celo rekla na kupovanje. Popolno. Najprej pojdiva nakupovati. Ampak prinesla sem stvari za bakbal. Naj bi se iz tega kaj naučili, ker to ne zveni kot prijateljski kompromis. Ja, vedve nimata nič skupnega. Kako sta sploh lahko prijateljici? My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete to have mine. Do you know you're all my very best friends? Čeprav Rainbow Dash in Rarity uživata v različnih dejavnostih, obstaja veliko razlogov, zakaj sta prijateljici. Kot recimo... Od nekdaj sva bili prijateljici. Od nekdaj? No, ne od nekdaj, ampak zelo dolgo časa. In poznava iste ponije. Je to to? Nekoč sem med Cloudsdaleskim tekmovanjem za najboljšega mladega letalca rešila Rarity in življenje. Ja, in jaz sem nekoč njenim dragim Wonderboltom dokazala, da je nedolžna. Takrat so jo namreč okrivili za skrivnostni incident. Super! Kaj še? Glejte, zdi se, kot da Rainbow Dash in Rarity nimata nič skupnega, ko skušata to povedati. Ampak včasih se prijateljstva ne da obrazložiti. Videti jo morate v akciji, da bi to razumeli. Pravzaprav je to super ideja. Samo uživajte v svojem dnevu zabave, kot bi sicer. Sploh ne boste vedeli, da smo tukaj. In igra! Rarity, morala bi držati svoje vedro. Oprosti, dragica. Tale pusta majica mi je dala idejo za linijo oblačil po navdihu Bugbola, ki bi vključevala tako fleksibilnost kot stil. Ampak zdaj sem pripravljena. Super, ker bom tokrat poskusila nekaj novega in zelo intenzivnega. Rarity, ali si sploh pozorna? Kaj? Ja, seveda. Držala sem vedro, vidiš? Ampak ujeti moraš žogo. Res? To pa zveni nevarno. Pozabi. Nikoli ne bo razumela bistva te igre. Bugball je konec. Končno. Vidite? Počeli ste nekaj, kar ima rada Rainbow Dash, zato je zdaj čas za nekaj, kar rada počne Rarity. Kompromis! Resnično nisem prepričana. So preveč moderni? Ali ni to tisto, kar hočeš? Ja. Ampak morali bi biti bolj napredni. Če so moderni zdaj, to pomeni, da so že skoraj iz mode. To nima nobenega smisla. Mogoče bi morala poleg obuti petke. Kaj misliš?
Razen, če se rade spotikaš na vsakem koraku, so petke na konju precej neoporabne. O, kontrer! Popolne so za marsikatero situacijo. Formalne prireditve, popoldanske čajanke, večerne čajanke, visoke čajanke, čajanke ob morju, kraljeve... Lahko očistijo bleščice, fuj, na kopitih jih imam. Sva že končali. To je tako dolgočasno. Rainbow Dash in Rarity nam kažeta vidik prijateljstva, ki se mu reče negodovanje. Igriva in prijateljska izmenjava pripomb. Vse to je pač del zabave. Ne morem več čakati. Napiranje draguljev je moj najljubši hobi. Končno, vse v tem se strinjava. Lov za zakladom. Vidite, družba? To ni dolgo trajalo. Zdaj se spet zabavata ena z drugo. Magnifik! Ta pa bo popoln zapajac dragulji, katerega ustvarja. Super, še bolj kul pa bi bilo, če bi našli jamo zaklada ali pa kaj takega. Če bi bila jaz skrivna vrata, kje bi bila? O, Rainbow Dash, lahko nehaš tako razgrajati. Ta ropot moti mojo koncentracijo. Poglej, ročica! Zataknila se je, pridi mi pomagat, Rarity. Samo trenutek. Uničila si moje dragulje! Ja, no, ti si uničila moj lov za zakladom. Ni se šlo za zaklad. Šlo je za to, da bi našla dragulje za mojo zimsko kolekcijo. Komu mar za oblačila? Morali bi uživati na skupni pustolovščini. Zdaj pa dovolj. Tega dneva zabave je uradno konec. Meni je prav. Mogoče lahko zdaj počnem nekaj, kar mi je dejansko všeč. Saj ne mislite resno. Samo manjši nesporazum je. Včasih se to pač zgodi prijateljem, ampak ne glede na vse, lahko vedno premagajo probleme in ostanejo dobri prijatelji. Mislim, da ne bo šlo. Niti mar za stvari, ki so mi všeč. Vedno govoriš le o sebi in svojih dolgočasnih zgodbah o modi. Prosim te, mojim hobijem nisi dala niti priložnosti, niti malo spoštovanja nimaš za bolj fine reči, niti malo ti rečem. Očitno več nisva prijateljici. In na to je Rainbow Dash rekla, da je moja ideja o fine butiku v Cloud Sailu nepraktična. Zamisli si to. Samo zato, ker bi Twilight morala izreči svoj urok metulja vsakič, ko bi morala dostaviti blago. In 1000-krat sem ji rekla, Pegasi ne marajo restriktnih in težkih oblek. Še vedno moramo leteti. Da ne omenjam dneva, ko sem nosila res čudovit klobuk. In Rainbow Dash tega sploh ni opazila. Wonderboltska predstava je bila uničena. Rarity in klobuk je vsem zakrival pogled. Dovolj! Svetovanje je namenjeno pogovarjanju o problemih, ne pa temu, da mi razlagate zgodovino konjetaje. Ampak naučila sem se, da včasih pogovor ni dovolj. Postaviti se morate v kožo ena druge. Niti slučajno ne bom nosila njene. Reči skušam, da moramo najti način, da se bosta sporazumeli. Sledita mi. Knjižnica? In kako nama bo to pomagalo? Obe imate radi knjige. Rainbow Dash je navdušena nad pustolovščinami drznega Duja in ti si velika ljubiteljica kriminalk Shadow Spada. Bistvo je, Popoln način, da se ponovno najdeta kot prijateljici, je, da prebereta knjigo, ki je drugi najljubša. Tudi jaz jo bom prebrala, nato pa se bomo pogovorile. To bo knjižni klub dobrih prijateljic. Velja? Prinesla bom prigrizke. Prav. če že ustrajaš. Super, vse smo tukaj. Za začetek povejta ena drugi, kaj vama je bilo všeč pri izbrani knjigi. Okej, bom jaz začela. Res sem uživala v delu Drzna pustolovščina in rezilo sanj, ko je Drzni uporabil krokodila kot splav in...
prosim te. Kaj je tako smešno? Oprosti, ampak ti akcijski vložki se mi zdijo popolnoma pretirani. Ampak resnični so, celo spoznala si drznega. Ja, ampak opisi v knjigi se tako vlečejo. In kaj s temi trapastimi, neizgovorljivimi imeni? Doktor, kaj že, kdo je to Kabaharon? Kabaleron! Tako kot piše, kako težko je to. Bi kdo čaj, kumarični sendvič? Lahko pa obdelamo prijateljske točke. Resno, da sploh ne začnemo o opisih oblačil v tvojih kriminalkah. Kar zihala se poleg. Ampak opisi oblačil so najbolj bistven del zapleta. V Zelenecu, v Crimsonu, senčna skrivnost. Vidiš, če ne bi vedela, da gospod Fluffingsworth von Radichfield nosi le svilene dvojno podložene brezrokavnike, ne bi mogla sklepati, da je prav on krivec. Čakaj, res? Nisi prebrala knjige! Vidim, da bom potrebovala okrepitve. Ni moja krivda, knjiga je tako dolgočasna, da me je uspavala. Če ne moreš prebrati knjige, ki mi je všeč, je to samo še en dokaz, da prav zares nimava nič več skupnega! Vsaj glede tega se strinjava. Od zdaj naprej se bom družila samo s poni, ki me razumejo. Vajna drama lahko počaka. Twilight potrebuje pomoč takoj. Kaj sreče? Ne, izginil je! Kaj je izginilo? Aurorin amulet. Eden izmed čarobnih predmetov, ki si ga varovala za princeso Celestijo. Ta amulet lahko obrne plimo in prikliče cunami. Če pade v napačna kopita, bo konjetaja v veliki nevarnosti. Ne skrbi, Twilight, veliko vemo o iskanju izgubljenega zaklada. In če sledim zločinca, lahko ugotovim, kdo je ukradel tvoj amulet. Hvala vama. Počutim se precej bolje zdaj, ko vem, da ga bosta poiskali skupaj. Midve pa bova izrekli urok iskanja. To je popolna rešitev. Predmeti poleg amuleta so videti nedotaknjeni, kar namiguje, da se zločincu ni prav nič mudilo. Rarity, tvoji škornji puščajo bleščice po tleh. To niso moje bleščice, moji so magentni, ne modri. Vidiš? Mislim resno, no? Izkazalo se je, da ti škornji niso narejeni za skakanje, kot je bilo oglaševano. Kam pa greš? Twilight so obljubili, da bomo sodelovali. Ti ni jasno. Aurorin amulet je narejen iz azurantiuma. Azurantium? Se veš, iz te kovine je narejen tudi amulet pokore iz knjige Drznega 4. Kamorkoli gre, pusti za seboj bleščice. Tako kot tole, se spomniš? To je v knjigi, katero si pravkar prebrala. Tista knjiga, ja. Tista, ki sem jo prebrala. Resno? Potem, ko si me ukarala, izvem, da tudi ti nisi prebrala moje knjige. Upsi? Takoj, ko najdeva ta amulet, sva zaključili ena z drugo. Meni je prav! Rainbow Dash, bolj počasi. Letiš mimo pomembnih namigov. To je otis, ampak zagotovo ni kopita. So to kremplji. Komu mar? Našla sem večji namig. Upam, da ne pričakuješ, da bom šla tu čez. Ne, pregloboko je, obtičali bova. Pametno. Iz katere kriminalke si pa to potegnila? To vem iz Skutalujinega tabora za vodnike. Vsaj letiš lahko čez. Ne, če eden izmed teh gejzirjev zadane moje krilnata peresa, ne bo mogla igrati z Wonderbolti.
Ko bi se poskusili izstreliti čez, ampak potrebovali bi 2 odlično nameščeni drevesi, raztegljivo vrv in čelado. Škoda, da ne moreva narediti tako kot drznijo v knjigi 4 in najti kragadila, ki bi bil najin splav. Tada! Čoln Kragadal je na voljo. To je noro! No, v redu je, menda. Kako si vedela, kako ga narediti? Mogoče sva prijateljici res že dolgo časa, ampak stavim, da ne veš vsega o meni. Sled bleščic, izginila je. Kako bova pa zdaj našli Aurorin amulet? Ušesa, zakaj kompjuterke tulijo, preveč glasno, Oprosti, kaj si rekel? preveč glasno. Mislim, da je to bufogren, zelo občutljiva ušesa imajo. Si mogoče videl kakšno bitje s svetlečimi kopiti tu naokoli? Sem ja. Samo trenutek. Tako slab zadah ima, da ne morem razmišljati. Ampak od tukaj ga ne slišiva. Kaj pa zdaj? Aha! Mislim, da imam popolno rešitev. Stari lepotni trik samorogov. Če lahko mogoče pričaraš manjši košček oblaka? No, to pa lahko. Kako je srčkan. Oprostite, gospod. Za vas ima posebno darilo, če mi izdate nekaj informacij. Kaj je to? To je čarobna samorogova specialiteta, ki se ji reče osvežilec. Zelo modno, zelo šik. Oprostite, uživajte. Moja usta, sveža in peperminasta. Okej. Torej, v katero smer je šla bleščeča reč? Gor, tja gor. Hvala vam. No, kaj še čakaš? Dajmo, odleti tja gor in prinesi amulet. To bomo naredili skupaj, se veš. Ampak kako bova? Oprosti, ampak nisem te hotela pustiti same v tistem močvirju. Hvala. Mogoče se navodilo, kako odkleniti to reč, skriva v teh napisih. Mogoče pa je ključ tukaj. Nisem se mogla odločiti med škornji in petami, zato sem kupila oboje. Visoke petke zmorejo to? In ti si rekla, da so neuporabni. Da, ne bi smela reči tega. Ali pa se delati norca iz drugih reči, ki jih imaš rada. Nekatere so kar zanimive. Tudi jaz ti dolgujem opravičilo. Bugball mogoče ni moj hobi, ampak ti uživaš v njem in zelo dobra si. Tvojih hobijev ne bi smela imeti za manj vredne od mojih. Torej, to pomeni, da sva še vedno prijateljici? To bi mi bilo všeč. Zdaj pa poiščiva amulet. Ja! Čakaj, ta tunel vodi v šolo? Skrivni prehod? Super! Spajki, Wajki, si ti ukradel amulet Aurore? Ne, ravno. Hočeš reči, da je bila to ukana, da bi sodelovali? Žal mi je, da sem se vmešala, ampak res... Sva potrebovali tole. Torej, čeprav ne marata istih hobijev, sta spet prijateljici? Vedno.
Mislim, da sva potrebovali samo manjši opomnik. Ja, saj nam ni treba uživati v enakih rečeh, da se zabavava skupaj. Mislim, pomislite, da bi bilo tako, kako dolgočasno bi bilo. Ko dava ena drugi priložnost, da deliva različne reči, v katerih uživava, je to lahko presenetljivo čudovito. Škoda, ker sva zapravili najin dan zabave. Še vedno nam je ostalo nekaj časa, bi rada šla v trgovine, potrebovala bi tvojo pomoč pri izbiranju nove bagball opreme. Če bi šla, ampak samo, če mi pomagaš izbrati navijaško opremo za bagball, da bom lahko navijala za najljubšo igralko na robu neverjetnega klobuka. Ja, greva že! Vidite? Dobri prijatelji vedno najdejo skupni jezik. Čeprav jim je včasih treba malo pomagati. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.